Ja, tam lepa štarte, ja. Po tolikih letih, Madonna, veš, kako sem jaz vesel, da sem tole uživo to dosegel, Madonna. Margat koga da je? Presenetil me, koliko je model odbornost. Lahko rečeš, skoraj 100 let nazaj, ne? Ciril, lepo zdrav, me veseli. Ja, ne vem, ja, tako je. Koliko enih dni, koliko enih noči smo v tej masi preživeli, koliko enih ur, Madonna. Zunaj strani me je Panzerfaust zadev, sprednjih, ki je šoferska zaprta, me je pa pri Vinkosah pa 76. Ampak se veš, šli na klop, se granata odbije. Una tam pa pritopila mi, če bi me po korpusu spod. Koliko smo čez to luknjo, pa čez to luknjo ven, Marija, kaj smo bili mladi. Franc, a pa je bilo težko not skočiti takole? Ko smo šli tlele, pa noge not. Noge not naprej? Ja, noge naprej. Tisto pečko not, viš, ker tam svojo višino, pa še kaj je bilo snega, ja, mi smo spali pod tankami, po zimi. Gumbov ni bilo, ker gumb ti ne pomaga, ker ga ne boš zdaj pil, pa ne odpil. Smo imeli tiste klinčke za zatakniti, da si zataknil, ne. Vspod se zagret, vse vhlaže, ven hiteti, ven leteti, uštimat, pa težko že nazaj priti, ki bo tam raz. Se šuljulat, v tle voda, tam so bile že kuglice. To je vse res naredil. Bog nadej želje sprejeti, posebej, če je bil. Če je bila vlaga, ne? Ja. Na to ljudje ne morajo verjeti, ker to ni doživel, to moraš doživeti in mi smo pa, to se pa ti se zajle, ben ti karo potegneš pa, da eden drugemu, da pomagaš, a ne? To je to. Interkom dela. Lahko štartamo? Dajmo začeti. Ja, hočemo te videti, bomo še zgodal. Ja, Franc, to je to. A se preveč delamo? Čakaj, bom zmanjil. A je zdaj boljš? Ja, no, to pa že. Ja, 99-letnik, ki predobro sliši, pa tudi nekaj tako, ne? Ja. Jure, prosim te, jaz ti zdaj z veseljem predajam besedo. Mislim, danes je en tak poseben dan, res poseben dan. Danes je z nami Franc Primožič, živa priča zgodovine, mož časti, človek številnih znanj, športnik, orodni telovadec, skavt in smučar. Franc, dobrodošel v podcast. Prisrčen pozdrav. Jaz moram na tem mestu takoj dati dve opombi. Prva je ta, da prosim lepo, jaz vem, da so med vami taki zagrizeni audio poslušalci tega podcasta, ampak res svetujem ogled na YouTubeu, vsaj za trenutek, da vidite to sceno, kje smo. Spet smo v parku vojaške zgodovine v Pivki, ampak tokrat se nahajamo pod tankom. Jure? T-34. Ja, se sem vedel, ne vem, zakaj zdaj uletavaš. Sam pozdravil sem te. Takim tankom v bistvu, kakor ga je Franc vozil v drugi svetovni vojni, ne? Tako je. Druga opomba, ki jo pa želim dati, je pa to, da je Franc izrazil željo, da smo danes na tem mestu mi tovariši, ne? Tako je. In da se bomo tikali. Tako je. Jaz verjamem, da mi bo kdaj šlo vi, ker enostavno mi je tako malo pod častjo te tikati, Franc, ampak vseeno, dajmo probati biti tovariši. Tako je. Jaz zdaj bom pa še jaz nekaj povedal, ker ponavadi rečem, ne, naredimo uvod, pa rečem, ok, pojmo se zdaj ustaviti malo, gremo na začetek, Ja. ampak še v nobenem podcastu nismo rekli, pejmo praktično 100 let nazaj. Ja. Franc,
Kje ste se rodili, odkje prehajate in kakšen je začetek vaše zgodbe? Rodil sem se 9.8.24 v Gorica, Italija. Pa ste odraščali v Gorici? Prvo leto šola smo naredili v Gorico, ker je bil oče pripadal tem tigrovcem, ki so bili že prvi ustreljeni v Italiji. Tigrovci se je oče odločil in preselili smo se v Slovenijo in ustavili smo se v Kamniku. In v Kamniku ste še danes, Franc? Tako je. Ja. Ciril, tovariši smo. A ja, Navadi že tako. sem že. Franc, Vse se bomo navadili. Ja, počasi, ne. Kakšno otroštvo si imel, Franc? Kako? Ja, kot sem rekel, ko smo prišli v Kamenk, oče mi poslal v telovadnico k Sokolu, potem me poslal k skavtem, no pa sem telovadil, pri skavtah bil. Minjala so 3-4 let in Kamenk so zasedli Nemci. Franc, kako se pa spominjaš tistega trenutka, ko si prvič zagledal pač nemško vojsko, ki je vkorakala v Kamnik? Kako je to izgledalo? To je mečkano nerodno povedati, to sem povedal prejšnji teden, ko smo bili borci dol v Žužemberku pa to. V Kamenk je prišla nemška motorizirana enota, je prišla praktično na parado, na proslavo. Kamničani, takrat, jaz sem bil kot par let še let v Kamniku, slišal sem, pa videl sem dvig roke in pa besedo Heil. Nisem vedel ne eno, kaj to pomeni, ampak sčasoma smo to vedeli. No, Nemci so prišli, vsak dan jih je bilo več, danes so se pojavili policaji, drug dan so se pojavili žandarji, tretji dan so se pojavili gestapovci, a ne. Moram pa to povedati, vsi elegantno, lepo oblečeno, kot je bil nemški vojak. In seveda v gozdovih so se pa takrat zbirali pa proti temu režimu takrat nemškemu. Ne? In seveda tih so bili v gmajnah, so delali svoje akcije, trenutni lastniki Kamenka, Nemci so delali proti akcije. In tako je potem to šlo, akcija proti akcija, začelo se je zapiranje, začelo se je streljanje in tako je se potekalo do leta 1942, 6. januarja sem se jaz pa poslovil iz Kamnika in me do konca 1947 domov ni bilo. Pridemo še do vašega odhoda, ampak mene pa zanima, Franc, kakšne so bile te diverzantske akcije, če jaz prav razumem, ste bili vi tudi del njih? Ja, moram, da bo bolj razumljivo. Nemška organizacija Hitlerjugend, ne? Hitlerjeva mladina. Hitlerjeva mladina, tam smo se učili vse tisto, kar en vojak rabi. To je bilo 40-41. 42. leta smo šli v Arbeitsdienst, delovna služba, kot se temu reče. Sam delovna služba se je to imenovala, vendar to je bilo podaljšek vse tistega, kar so se pri Hitlerjugendu učili. Vse, samo vojaške stvari, od Hitlerjugenda je to prišlo na Arbeitsdienst. Ostreljanje, vojaške, kompas, azimuti, skratka vse vojaške stvari. No, poleg te vojaške stvari, pri Arbeitsdienstu namesto pušk smo imeli lopate. Lopata je pa takrat naš simbol namesto pušk. Ampak namen je bil pa drug. V popoldanskih urah smo šli v bližino gozdov, tam smo se pa učili krampe, lopate, žage uporabljati po njihovom. Ne? Pa mi dolgo nismo razumeli, zakaj se to dogaja. Vse to je bilo predšola na fronto, da boš znal drevo podreti, da boš znal narediti bunker, branik, obrambo. To je bila vse popolnoma vojaška jaz sem temu rekel, v nemščini vormilitärische Ausbildung, stroga predvojaška vzgoja. Bila je pa to pod
firmo Arbeitsdienst, delovna služba. Ampak, Franc, mogoče, če gremo še čist malenkost nazaj. Vi v Kamniku vas je nemška vojska potegnila v svoje vrste, ko ste prišli v nasprotje z njimi, ali kako se je to zgodilo? Kako ste vi mogli v Kamniku vstopiti v nemško vojsko? Ko sem rekel, iz Hitlerjugend smo prišli, so nam rekli, da gremo za 3 mesece na delovno službo v Nemčijo, v Avstrijo. No, po 3 mesecih so rekli, da bomo šli domov, ampak to je bila laž, prevara. Izgovor je bil, da so na Gorenjskem eni partizani nekaj naredili, da nam moramo jeti domov, ampak so nas takoj pošiljali pa v Rusijo, Novi Grad, Volinsk. Tam sem se pa jaz srečal s pravo nemško vojsko, vendar jaz sem bil že tam, no jaz, vsi tisti mladinci smo dali že od Hitlerjugend naprej, potem Arbeitsdienst smo dali že popolnoma vojaško službo, vse skozi. A pa je bilo takrat še prezgodaj za nek upor, a se je takrat že srce kje upiral? Takrat smo bili mladi, mi smo šli vsak dan je bil drug dogodek, se smo ga nekako kot mladini lepo sprejemali. Samo dokler ti ne prideš v pravo bitko, dokler ti ne vidiš maso mrcvarjenih ljudi, ti to gledaš kot idealno. Ko pa ti to vidiš, jutri si pa ti na vrsti. Ja, to je tisto. Saj sem pred Cirilu rekel, a veš, to je bilo takratno influencerstvo, ne? Pridejo, korakajo v mesto, lepo oblečeni, a veš, z nekim svojim pač takim pristopom, dosti nežnim takrat. Nežno, to je lepo, kulturno, vse, seveda. Dokler niso se vršile akcije tistih majnerjev, pozneje je prišla šele beseda partizan. Kako so pa te akcije tako imenovanih gmajnerjev izgledale? To se pravi, to je šlo za neko diverzantska dejanja, kako je konkretno to bilo? Tle so enega ustreljali, tam so drugega ustreljali, tle so en most podrli, tle so eno fabriko zažgali. To so bile akcije. Seveda, proti akcije so bile pa streljanje 10 za enega ali pa za tako akcijo. Civilistov. Ja, na koncu je bila pa tako daleč prišlo, da je šlo za enega 50 civilistov. Grozo. Grozo je bilo to, za eno akcijo, malo večjo, ali pa če bil ustreljen kakšen oficir, ali kakšen visok političen funkcionar, jih je to padlo 100, ali ustreljenih, ali ubešenih. Predvsem. Tako, točno tako, ja. Franc, pa vi, ki ste se srečali s pravo vojno vihro, ko so vas iz Avstrije poslali v Rusijo, ja. Koliko ste bil star takrat? To je bilo 19 let. Se pravi, vi ste praktično v tistem času od leta 41 do leta 43 mogli odrasteti takoj. Ja, točno tako je bilo to. Točno tako. Mladi smo bili nekako, mlad človek, zgledaš vojaka, vidiš orožje, vidiš kot moški, ne, na vse to, dokler nismo videli vzhodne fronte. Kako pa je izgledala vzhodna fronta? Ja, jaz te fronte v živo videl nisem, ker sem bil diverzant. Naša naloga je bila, to je predolgo za povedati, ko sem vse povedal, ko sem prišel, kaj obvladam, no pa težko je bilo komisarja prepričati, tako le bom povedal, jaz sem komisarju rekel, če se mi tam z eno nemško enoto spoprimamo, bo nekaj nemških vojakov padlo, pa nekaj naših tudi. S tem v primerjavi z milijoni ne predstavljamo mi nič. Boljše, da se mi sprijaznimo z diverzantstvom, ki sem ga obvladal, in potem, če mi en vlak spustimo, eno cesto zaminiramo, en transport goriva, olja, municije, česarkoli, je daleč bolj koristno, kot pa če se mi spopademo z eno nemško manjšo enoto, ki bojo žrtve. No in je to pol komisar to sprejel
In tako smo postali diverzanti, ko da živim direktne fronte z Nemčem, sem zelo malce, ker smo se partizani srečali z Nemcem, drugače pa direktno fronte, linije jaz videl nisem. Franc, kaj pa je bil, vi ste z nemško vojsko prišel v Rusijo, kaj pa je bil tisti vzvod? Kaj se je zgodilo tistega poletnega julija, da ste rekel, zdaj moram pa jaz prestopiti? Kaj vas je pognalo iz nemške armade na drugo stran? Takrat ko so se ti meseci že minjevali, se je bližal ti dan, da bomo šli, da bo takrat vemo, feldmaršal nemški von Paulus je crkaval in ta enota, ki je bila v Rusiji, smo bili rezerva in začelo se je govoriti, da bomo šli jutri po jutrišnjem v boj na Sremsko fronto in 80 nas je znašlo na drugi strani in od takrat naprej sem ostal na uni strani. A kako se teh 8 pod navednicami zavoha, da so pripravljeni iti na drugo stran? A je bilo takrat malo tega strahu, kdo bo kaj povedal, če bo kaj ušlo od teh podatkov? Vsi smo vedeli, da armada, šesta armada von Paulusa crkuje in da gremo mi v živo klavnico in smo rekli, pejmo, smrt nas čaka tle ali tam. Ventan so nas v ta enota, v katerem smo mi padli, to je bil odred 25-letnica Ukrajine, komandant je bil kapitan Govoruhin, 4 podoficerje so imeli in tako naprej. Sprijeli so nas lepo in ostali smo tam. A je bilo težko pobegati? Ne, ni bilo težko. To na noč je naredila ta svoje. Se pravi, vzela vas je noč? Noč je naredila. A lahko svoje. pišemo to noč, zelo na kratko? Ja. Akcija je bila nemška, da so hodili po vaseh pobirati žito, pa vse te prehrambene artikle. In v tej enoti, ki je to bila, sem tudi jaz bil, pa govorim v imenu nas 8. No in potem je prišlo malo do spora, tam so bili pa partizani so branili svoje, prišlo malo do spora, prišla je noč, no in noč nas je vzela. Ja. Ampak, Franc, to se sliši zelo enostavno, pa tudi prej ste že omenil, ko ste pa prišli na drugo stran k sovjetskim partizanom oziroma ukrajinskim partizanom, jih je bilo pa treba prepričati, da niste vohun, ne? Ja, to je bila pa, to sem že tolikrat povedal, bom še enkrat mohel ponoviti. Ko smo tam bili, seveda par dni je bilo zasliševanje v nemščini, v slovenščini, malo v ruščini in tako, da so preverjali in tako naprej. No, na to so me poslali na mrtvo stražo. Jaz nisem takrat vedel, so me poslali na mrtvo stražo in so mi vse povedali. Tele si 24 ur bo, v nobenem primeru ne smeš nikamor iti, nič pobegati, sam jaz nisem vedel, kaj je ozadje. Minil je prvi dan, smene ni bilo po 24 urah, minil je drugi dan, smene ni bilo, jaz sem bil takrat 18-19 let star, razmišljal sem, kaj se dogaja, kje sem, kaj je. So se umaknili, so me pozabili, me preizkušajo. V glavi se mi je to porajalo razno mišljenje. No, prišla je 3. noč, kaj čem narediti? Eno stvar, podnevi sem si je malo ogledoval, ker sem na stražo prišel po noči, nisem vedel, kje sem prišel, kje sem nič. In sem malo ugibal, pa sem pa rekel, tam ne pokat, kele ne, moramo to smeriti, kjer ne pokat, tam moramo najbrž mi biti. Ja, Logika, ne? No, in to je lepo potem 3. noč, temno je že bilo. In jaz se po tisti potki malo vodeš, rekel, grem v tej smeri, nekam bom prišel. Nisem šel daleč, mora biti 100 metrov, ne vem, na pamet govorim, eden zavpije, stoj.
Jaz sem se čudil, kaj je to stoj. Jaz takoj po nemško sem se vrgel dol, prekotalil, če me ima kdo na puški, da se moraš prekotaliti. To je bila že taktika nemške vojske. To je bila že taktika, seveda. On je bil tiho, jaz sem bil tiho. Razmišljam, kaj je bilo, kdo je, zakaj stoji, zakaj ne stati, zakaj ne halti in to naprej. Razmišljam in sem se odločil, kdo je tam. Odgovora ni bilo. Ponovno razmišljam nemško šolo, kaj še narediti. Še enkrat, a tam kdo? Kdo je res tam? Odgovora ni bilo. Kaj če narediti? Imel sem pa puško, nemško mavzarco, tako kot smo imeli vsi. In sem rekel, streljati budu, streljal bom in sem močno s puško repetiral. Po noči se je pa ta glas slišal in tisti, ki je bil tam, ki me je ustavil, koliko je bo daleč, ne vem. Po glasu je zaupal stoj. No, in ko sem jaz rekel, da bom streljal, je pa rekel, Franc, ne streljaj. Čim je to rekel, sem vedel, čim je rekel, da moje ime, sem takoj po glasu vedel, da je eden od naših. Noč je to bila, čez par korakov iz teme pride ena temna lesa, pride, me objame. To je bil pa komandir straže razvodjašči in je rekel, Franc, ti naš. On me je potem pod pazduho, me je pelal po Gmajni, kam, nič ne vem, prišla sva v lagar. V lagarju me je že kuhar me je čakal, si so veliko, meneštro, 3 dni brez jaz, pa brez... Kakšen test. In potem so oni, pol sem šele pozneje pa zvedel, da vse 3 dni se je straža menjala, ampak tako da jaz za to nisem vedel. Mene so pa preizkušali, če sem mogoče nemški poslanc, če bom biti nazaj šel, pa da bom ta ruski lager izdal. To so me imeli 3 noči, pa 2 dni, pa 3 noči pod kontrolo. No, od takrat naprej sem bil pa njihov. Pa smo bili pa popolnoma na eden drugmo. A si predstavljate to pri 19 letih? Ja, tako je bilo to. Nekaj 1000 kilometrov doma, sam na mrtvi straži, v razcepu 2 največjih armad, ki so se teple. Tako. No, ampak nobenega stika z družino niste imeli. Kje už tako dobil? Niste vedel, kaj se dogaja. Ampak da ti pri 19 letih pokažeš eno tako umirjenost, eno tako prezenco zbranosti, da prvič ne poludiš, da ne zbezlaš, da ne narediš napačne poteze, ki bi te lahko stale življenje. Ne? Meni se to zdi, da ste že takrat pokazal, iz kakšnega testa ste. Koliko bom skočil besedo, koliko je Slovencov, pa tudi Francozov iz Lotharingena, pa tisti kraje, ko so delali samomore, ki niso prenašali vsega tega, kar smo mi mogli prenesti v nemške vojske. To je bilo tisto. Prvo sem naredil to vojaško, se je šel v Buko, no pa dodatno so me izvežbali še za diverzanta, tankovskega lovca. Predno smo pa mi prešli na uno stran, na rusko stran, ker sem že tole ravno, kar je tam naprej povedal, v vojaško knjižico, tisti, ki smo imeli krvno skupino 0, so nam vtisnili veliko črko A. Nismo pa vedeli, kaj to pomeni, mi med fantje smo se zanimali, kaj misliš, a imaš ti tudi A, a imaš ti tudi 0 in tako naprej. No, hmal je bilo jasno, to je bilo Novograd Volinski na Ukrajini, je bila tam, so nas peljali malo stran, je bila ena dolga, malo biti 50 metrov, na pamet govorim, dolga, nizka baraka. Noč so bile vse vojaške ovire za enega pešadinca, to je bilo vse v redu, ampak to je bilo nekaj čez 40 Celzija. Ko smo pa mi to
občutili to temperaturo, smo pa mi mišljenja bili, to je najbolj, da nas še nekaj izbirajo, ker takrat je bila nemška armada še v Afriki. Iz te mase vojakov so preizkušali, kdor bi še bil zadol, no in potem je tako bilo. A kot Afrika. A kot Afrika, tako. Se pravi, oni so razumeli, da če je krvna skupina nič, da verjetno bolj prenašate temperaturo na bojišču. Da sva išli, to ne vem, nimam pojma o tem. Ne vem. Ok, smo štartali. Franc, kdaj ste, oziroma tovariš Franc, kdaj si prvič prišel v stik s tankom? Takrat, ko smo bili v nemški vojski, še ko smo imeli pišarniško buko in potem, ko sem bil dodeljen še za diverzanta, takrat sem prišel prvič s ruskim tankom v stik. In takrat sem tudi naredil prvi šoferski izpit za avto in potem prvič sem se srečal še z UNMO, prejšnjemu, ki je mu 76 top. Takrat ni bil, no pozdaj je bil pa že ta 85. A je bila, zdaj ne vem, če upam to reči, ljubezen na prvi pogled? Ja, ljubezen, nam se je fajn to zdelo, mi smo rekli, polej, stroj. Stroj, pa taka masa, ne? Ja. Ampak jaz sem pa takrat že vedel, kaj se je dogodilo v tisti tankovski bitki, ne, ki je bilo to Ktavžent. Kursk. V Kursku, to sem pa vedel že, ja. Jaz sem se takrat prvič z Nemko, ker mi smo imeli tam potli, to je bil ogromen poligon, tam so bili jarke, lukne, jame, vse so drevje, grmovje, to je bil prav poligon za to in so rekli, v tale jark te je nemški oficir postavil, tam so bili pa tanki, ruski, še sposobni, so jih zajeli in so vozili. In ti si mogel čakati, da je prišel tank na tisto, ali si postavil bombo, ali pa si v spodnje postavil magnetno mino. In čim si magnetno mino postavil, potem se je pokadilo znak, da si nalogo upravil. In s tem dan si bil ti dan naloge prost. A pa si sam izrazil željo iti v tank, ali ti je bilo to dodeljeno? Ali... Ne, jaz sem šel z veseljem, kot tudi danes gledam na to. Ja. Kako pa je izgledala prva obuka? Ja, veš kaj smo takrat... Nemci so pač tisto povedali, ker je bilo najbolj nujno, ker za nas je bilo najbolj nujno kot diverzanti, da smo mogli, ko si nadaljavi zagledal tisto maso silhojetom, bi rekel, si mogel vedeti, kakšno bojno oklopno vozilo je, kakšen oklop ima, kakšno orožje ima, to je drugo, in kot tretje, sem mogel za tisto vojno vozilo vedeti mrtvi kot. Če tle zraven, mi stojimo, nas posada nobena ne vidi, njega bi še videla. Mrtvi kot. Ko si ti prišel v to bližino, si poleg tanka lahko bil delo k shodu, ker te ni videl. Zato pa so Rusi rekli, brez desantov, brez pešadije, tank je nula. Ker en izvežben diversant, da te počaka nekomu grmovju in pride v ti smrtvi kot, tank je njegov, ker posada te ne vidi. To je zelo slaba vidljivost. Kar se mi grede zdaj dogaja, tudi ko gledamo kakšne posnetke z Ukrajine. Pa ne sem to, ne? Mrtvi kot, koliko je pomemben pri vseh stvareh. Ja, seveda. Šni vazi tudi v prometu, ne? Seveda. Še ena zadeva, da bo ljudem jasno, ker vi v nemški vojski ste bil diverzant, da ste pa ratov ta prav tankist, se je pa zgodilo v Rusiji, ne? To pa pol leta 1944 sem, jeseni, pa sem šel pa v to šolo. Ja. Ker jaz sem želel priti domov in sem iskal kanale, pot, kako, in sem potem zvedel preko majorja, da je v Kolomni, da so formirajo te jugoslovanske brigade in prosil, spustili so me zelo narad, ker sem imel neke vojaške znanja skozi nemške šole.
Ampak uspel sem priti do šole, srečo sem spet imel, da ta brigada, ki sem je zbil, to je bila druga tankovska, je bila poslana na Sremsko fronto in jaz sem bil zraven in sem prišel domov. Če lahko, jaz sem tisti, ki vedno pravi, če gremo lahko malo nazaj. Mene pa ena druga stvar zanima in sicer, jaz razumem, da je bila vaša naloga onesposobiti tank ali pa se mu približati na nek način, ob katerem bi vi ostali varni, obenem bi pa tank uničili. Ja, mrtvi kot. Jaz sem parkrat že slišal tank, ki zalaufa in se premika proti tebi, slišal in doživel sem tudi, ki grejo 3 tanki naenkrat proti meni. Ja. In jaz, ta prva stvar, ki sem se jo aktivno zavedal, je en tak zelo primaren strah. Ja. Zaradi železja, zaradi gmote, zaradi, ko slutiš orožje in uničenje. Kako se pa človek, ki je na poti, da bo naredil neko diverzacijo, sooči s strahom? A ga potisneš v ozadje, a ga sprejmeš? To se ti v šoli naučiš, pa to sprejmeš. Pa jaz sem bil ponosen, če šel na to poslan, pa da sem nekaj takega upravil. Jaz sem bil na to ponosen takrat. Pa vas ni bilo strah nikoli? Ja, ne, nimam se. Tudi zdaj nisem eden tiste, da bi me, ne vem kako. Ne? Kaj pa je bil mogoče najbolj srhljiv trenutek, pol, ko ste že vstopil, ko ste okusil ta pravo vojno, tudi v zaledju ruskem, ko ste bil ruski diverzant. Kaj je bil mogoče tisti najbolj srhljiv trenutek, ki ste ga doživel na svojih akcijah? Ja, sprejet je, tisti, ki sem prepovedal tiste 3 dni, to je bilo za mene najhujše. Ja. Ker nisem vedel, kaj se dogaja, dokler so me sprejeli kot svojega, da nisem nemški vohun, da sem njihov. Kako pa konkretno izgleda ena taka diverzantska akcija? Kaj konkretno morate vi izvesti, z kakšne razdalje? Kako to, dajte nas peljati čez en tak proces, da si bomo lažje predstavljali? Ker jaz razumem, vi rečete, da naša misija je bila onemogočiti tank, ne? Ja. Ampak kako konkretno pa to sploh izgleda? Dajmo zdaj zajeti en tank. Ali pa dajmo uničiti eno lokomotivo, kako to izgleda? Kako je ta komanda, kdo je bil veza, to jaz ne morem reči, ampak mi smo dobili komando preko Poljske na Ukrajino, en drug kraj, Kijev, iz Kijeva je bil pa Novograd, Volinski in tako. No, in so rekli, da je taka enota se bliža ali vlak ali cesta in mi smo se pol pripravili, ali da smo cesto monirali, ali smo most. Na cesti nismo mogli veliko narediti, mi smo cesto lahko minirali, prvo tank je bil uničen, kolona je bila ostala, ampak mi smo tudi verzijo mogli delati, tam so bili mostovi, tam, kjer je bila mal hribčka, ali pa da je si ti prevrnil tisto vlak, da so se nekam prekucnili, to je bilo treba izbrati mesto. Pravo lokacijo? Pravo lokacijo je bilo treba izbrati, ja. Koliko časa ste pa prej pregledovali teren, pa take, kakšen proces je? Ja, mi smo bili prosti, nismo bili nič vezani, mi smo se gibali, dokaj ni prišla komanda iz te ali pa z te strani vlak, gre z gorivom, z municijo, z vojaskom, s tem in ko so oni to povedali, potem smo šli pa izbirati, kje bomo dobili pravo lokacijo, da bomo to uničili, ne. Recimo, sem to vam povedal, ko nam je že zmanjkalo železna mina, to so Nemci pogruntali, pa so lesene, pa so Nemci pogruntali, pod štrekom razne, pa na potek, pa to vse to je bilo. Pomakaj mi enkrat reče, ta kapitan Bovoruhin, prav Franc, da le gre, a imaš kakšno idejo? To, kar sem vam povedal, smo šli iskati lepo primeren teren, po dnevi smo lepo municijo, eksploziv štimali, v spodaj drevesna polna žagal, ko je kompozicija prišla, smo to spustili in smo naredili alarm, eksplozijo, uničen je bil vlak, mi pa živi. Se pravi, vi ste dali mine v drevesno krošnjo. Tako? In pred vlak podrli. In to ste se vi spomnili. To je bila nemška šola, ne jaz, to je bila nemška šola. Koliko diverzantskih akcij pa je za vami? Bog zna koliko je to. Ja.
Ja, to je tisto. Jaz bom mogoče spet malo bolj neposreden. A mogoče veste, da ste kakšno življenje vzel? Ne, jaz direktno nisem nikoli stel, ker nisem te prilike imel. Nismo prilike imeli, ne. Tudi v tanku nisem jaz nikoli orožja uporabljal, ker ga nisem bil ne v spredje ta mitraljez, tle je bil radist, gor je v mitraljezi stopam, jaz nisem s tem nobenega. Kakšen pa je občutek, ko ste s pomočjo premika neke ročice ali pa vzvodov prvič sam premaknil tank? Ja, to je pa težko, veš. Sklopka, gas, to je, tudi danes je to, malo mislim, koliko je to zdaj občutljiv, koliko je gasa, koliko, vem to, da pod 700 obratov ta mašina ne smeš premikati se, ne. To še zvedam, vem, 700 obratov je minimalno za speljati in pa potem mora ti tam pokazati temperatura, predno, tam v spredje je tista tablica, ki piše, ne načinjaj dviženje, pa kaj vodi ne bude 45 grad. Ne smeš premakniti mašine, dokaj ni voda segreta na 45. Zdaj, a je še ta tablica notanje, ne vem, ampak to je to bilo. Bomo pogledali. In mi smo mogli počakati, da se je voda segrela na 45, načinaj dviženje, pa smo šli pa lahko v premikanje. To sem tudi pilota Gašota vprašal, pa bom tudi vas, a imate še zmeraj v mišičnem spominu vse te gibe, pa veste, če se zdaj usedete v tank, vse kaj je okrog vas? Ja, to vem, da na levi strani štartati, leva komanda, desna komanda in da ruski tank ima 3 diferencijale, tri sklopke, bomo rekli. Prva glavna sklopka je od motorja, ne, tako, pa imaš pa levo in desno. Ti, ko komando potegneš, izklopiš levo stran, desna požene. Ko to potegneš, izklopiš, ta stoji, leva požene. In zato je bil tudi T-34 najbolj okreten tank, ne? Točno tako. Je imel veliko prednost tudi pred zavezniškimi tanki, ne? Veliko prednost. Vi ste ga lahko na ulici zasukal, Shermana nisem mogel. Shermana pa nisem mogel, ja. Jaz moram na tem mestu en intermezzo dati, če slučajno kdo razmišlja o tem, da bi predčasno poslušal ali pa nehal gledati ta podcast. Franc je imel eno željo in sicer, da bi danes spet slišal delati ta tank, mogoče ga celo videti v akciji. Ja. Kdaj ste ga nazadnje videl oziroma slišal v akciji? V 48 sem šel domov. No in atmosferci smo skupaj z Parkom vojaške zgodovine. Pa pol 52, ampak takrat ni bilo več Rus, pa je bil že Sherman. Pri tisti zgodbi, ki bomo še omenili. Ne? Ampak hotel sem reči to, da počakate na konc tega podcasta, da se z nas kaj zgoditi. No. Na tem mestu tudi res hvala Parku vojaške zgodovine, tej naši trdnjavi, ki pri življenju, ne, tako ko je Franc slikovito rekel, ta je še živ, ne, je umazan, je še živ. Dočno, ja. Franc, še eno vprašanje tako, dostikrat smo poslušali o superiornosti nemškega tigra, predvsem dvojke tanka. Jaz sem prebral veliko zgodovinskih knjig pa nekih poročil, vi ste pa te stroje v živo videl in tudi povedal ste mi, zakaj je bil T-34 tako dober tank? O tigru. Tiger se v Rusiji ni obnesel, se je bil dober, širok pa to naprej, bil pretežak, preozke gusenice, ni bil za poletje za oblato, ni bil po zimi za sneg. Pika. Ta ima pa široke gusenice, ima okoli 60, če se nam motim, je pa premagal, kolikrat se nam je zgodilo še takrat v šoli, ko smo bili v šoli, ne, smo šli na kar naenkrat so se gusenice zavrtile. Tank je na trebuhu obstal, gusenice so se zavrtile, kaj pa zdaj? V vojni pride drug, vsak tank ima 2 tiste za te potegniti. V šoli tega ni bilo, vem, da 2 od spredje z lopatam, 2 v zadaj, da se je gusenica usedla in smo šli nazaj, pa se je pa malo umaknil. Si šel recimo 100-200 km naprej, so se spet gusenice zavrtile. Zaradi tako gozga snega. In je enostavno nasedel. Enostavno nasedel.
Samo ne sedel. To govorimo o Tigru. Vseh vozilih, razen Rusov, ker vsi imajo preozke gusenice, imajo čudovite gusenice, ozke, lepe, vse ublažinjene, se to lahko vidimo, ublažinjene z gumo, ta ni manj ublažinjeno, ne? Ampak širina je tank obdržala. Kljub temu, ker sem ravno povedal, kolikrat smo na trebuhu obstali in smo mogli. Kaj je bila pa šibka točka tega tanka? Šibka točka, kaj ne bi rekel, je pa to, ker ta tank ni imel elevatorja. Angleški tank je lahko med vožnjo streljal, mi smo pa komanda nažemaj tole. Šofer je mogel pritisniti sklopko, da se je tank ustavil, artilec na nišanu postrelil. Zadetek je bil boljši, vendar tisti trenutek si ti stal. Koliko časa stojiš, toliko časa si pa ti živa meta, kot se reče po vojak. Tarča. To je tisto. A poznate to zgodbo? Na internetu je par posnetkov o trdoživosti T-34, namreč po zaključku vojne so Rusi kopico teh tankov, mislim po celi Sovjetski zvezi, bivši, tudi ko sem se skozi Rusijo pelil, sem videl ogromnenih spomenikov, na katerih tanki stojijo. T-34 naredijo betonski podstavek in dajo tank kot v spomin vojni na betonski podstavek. Izvolite. No, kar do konca bo. In jaz sem videl par posnetkov, ko so se ljudje spravili po 50-60 letih odpreti tank, najbrž so notrno točili gorivo in so tank po toliko časa mirovanja, spanja kot spomenik, da so jih spet zalaufali. Se pravi, da so bili te tanki zares trdoživi, tudi na YouTubu obstajajo te posnetki. To se pravi, da je tank stal od 40-50 let do, 10 let nazaj. In da je to taka, zmogljiva mehanka, verjetno je kupenih komponent predimenzioniranih, da so bile bolj vzdržljive in da so sposobni zalaufati še danes. Noro. Neverjetno. Kaj ste želeli povedati, Franc? Jaz sem v teh tankih, ko sem bil enkrat v Moskvi, če bi bila zemljevid, ne znam povedati, kaj vam bi vam povedal, kje je bil zadnji nemški tank, ki so šel na obkolitev Moskve. In tem, ki je ta tank bil, so ga postavili in pa napisali točno številko, kakšen tank in pa kjer datum. To je bil tank, ki je šel po skrajno levi strani na obkolitev Moskve. Pa so se postavili, vse so se tik pred mestom. Tam so se pa ustavili. Ampak jaz sem šajne, tam sem v tisti tovarni, sem takrat bil v tistem kraju. Dele ne znam povedati, če bi zemljevid, bi vam pa pokazal. Tam stoji ta v spomin in opomin. Ja. Franc, dal ste to slovito rusko tankovsko šolo čez, ampak in takrat ste v tanku dobesedno tudi živeli. Kako je izgledala zima v taki jekleni gmoti? Kje ste spali? Kako je to izgledalo? Ker to železje se segreti se ne more. Ne, to se ne da segreti. Dokaj smo bili v šoli, pa tako naprej, smo dobivali hrano, zjutraj pa zvečer, tiste velike porcije, ki so to bile kotelo, ki rečejo, ne, smo bili dobra hrana, vse je to bilo v redu. Ko smo bili pa potem na vežbah, ko smo imeli vežme, po en teden, 10 dni smo bili izven kasarne. Smo bili pa izven kasarne, po dnevu je bila vaja, pač kakršna vaja, pač določena bila. Ko je prišla noč, je bilo treba se ustaviti, vsak tank prestran, 2 trama, pa na tej strani mu 2 trama skrb pritrjena, potem si šel z gusencem naprej, pa si se pa umaknil, na te vtiske si podal ta 2 trama in na to tank gor zapeljal. To je bilo eno nalogo. Eni so imeli vsak tank, ima veliko ponjavo, eni so to pokrivali, drugi smo pa delali izpod tanka, spodkopali v sneg ven, gusenice so bile že fiksirane gor, ven spravili, eni fantje so to potem pokrili, nametali gor sneg, da je bilo to zadihtano, potem vsak tank ima tudi eno
posebno dimenzirano peč. Tisto pečko smo tu spodali, vspod zaokurili in po tistim tankom, tank je visoko okoli pol metra, pa še koliko je bilo snega in mi smo tam vspod lepo živeli, pa caj trebuh greli, caj ritke greli. O moj bog, tankovski iglu. In vsake 2 ure je šofer ta ogenj je goril skozi celo noč, da smo se pač greli. Malo je zagretje za nas, ampak to gretje je bilo bolj namenjeno mašini. Dizlu, hidravliki. Dizlu, ne bom za hidravliko, olju. Olju. Vse je bilo v ruskem tam kuriru, samo olje, maslo je bilo pa slabo. In zaradi olja, to olje je postalo tako trdo, slaba koleta, ko si ti druge dan štartov, pumpa je delala in ti je razneslo. In to olje ni bilo olje, ampak je bil med. Zato smo mogli vsake 2 ure po 20 minut mašino zalaufati, da je predelano, poleg tisti pečki, ki je bila pod tankom. A uno pečka ste pa prav drva nasekali noter? To smo vse samo vozili, to je vse predvideno, to ni nič tam v šoli to imaš vse pripravljeno. Ko si pa na terenu, kako pa izgleda dnevna racija hrane? Sprav, koliko ti dobiš enega vnosa hrane na dan, ko si na terenu? Tam smo imeli kotelok, taka posodna, ki je bila okrogla, mogoče je bila to 2 litra, 2,5 in tam so nam dali meneštro in tam si jo ti pojedel lepo, pa do konca pojedel, pa je bila pa vaja naprej. Drugo je bila pa zima. Ti si dobil tam, noter ti je hiter, on tisto hrano lepo nalil, ti si hiter, jedu, vendar mrz je ta svoje delo in zdaj mi je mečkano ostal, drugi dan še en mečkan, po enem tednu je bila ta posoda polovico manjša, okoli je bila pa zmrznjena hrana, prijatelji. O ne. Ja. Kakšne zime pa so bile tu, Franc, koliko je bilo pod nulo? Na Ukrajini je največ breze, breza ima največ soka. In ko začne ljubje od breze poka, takrat je 30-35 minusa. Wow. Breza nam je povedala takrat. In v takih nočeh ste vi spal pod tankom? Kje pa? Kaj pa narediš z uno hrano, ki se je nabrala na posodja? Je lahko nekako tališ? Ker je bilo to konc, smo da pošte nam prišli, to niso bile učilnice, to so bile lesene bajte, ker na Ukrajini je bilo, nismo bili v mestah, mi smo bili na podeželju, to smo te dali, pa si to v tovku, da je počel, pa si ven vrgo, pa si imel spet prazno posodo. Ja, to niso pravili savantje. Noro. Ja. Franc, pa glede na to, da si preživel več kot 2,5 leti v tanku T-34, ga danes kot stroj sovražaš ali ga imaš rad? Rad, ga imam, ja. Je bil en tak poseben stroj to, ne? Poseben stroj, življenje, seveda, ko smo bili v Šermanu, lepo vse oblečen, tapeciran, vse pokštrihano, vse ta knof, temu, takrat to ni bilo. Ja. Ampak preživeli smo. Prej si rekel, Franc, da si bil 2-krat zadet. Ja, točno tako. Pri Predvinkovci sem bil zadet od spredaj, kad je bila predna kupa šoferska zaprta in to je bilo, ta naklon se je ta odbila, udarc je bil močen, no z desne strani, kjer jaz ne gledamo, sem bil pa s Panzerfaustom zadet. V kupolo? V kupolo. Ker je pa tam ta litina, mislim, da je okoli 12 centimetrov, ni pretopila skozi, kot da ni prišlo do eksplozije. Koliko rukne? Ja, koliko rukne, ko si zadet. Koliko rukne, to se pa ne da povedati, dokler ti to ne doživiš.
To moraš tudi živeti, da se ta masa zamaje od tiste granate 75. To je strašna energija. Prav, kinetiko. To je neverjetno, ja. A pa tudi poč. Ja, to je udarc, ne, ima to nas, vene, to je Kako je pa sestavljena posadka tanka? 5 ljudi. 5 nas je bilo. Kaj pa je tista nevarnost pri T-34? Kam ne sme zadeti? V korpus, v telo, pod tlep, kar je telesa. In kaj se zgodi, ko zadane? Kupola je hvišna, kupola je težko, da jo prebiješ. Eksplozija. Se pravi, vse hoče iti ven čez kupolo, ne? Ja, Se pravi, ta energija mora iti nekam ven. Ja, zdaj ne vem, se gre za energijo, se gre za človeka. Ne? Ko si ti zadet, to je tako hitra eksplozija, ker na tej strani so 3 rezervoarji, na uni strani so 3 rezervoarji goriva, v sredi, v podno je municija pešadijska in kot pride do eksplozije, to je v momentu, to ne ostane nič. To ne ostane nič. Ali kupola utrga, ali pa, ker recimo korpus je sešvasan iz plošč, ali če uspe, da jo to raztrga, če pa ne, če na začetku bitke, ko je polno goriva, polno municija, običajno kupola odtrga. Hitra smrt. Hitra smrt. Od ljudi ne ostane nič. Ker nimaš tem rešitve. Tudi, če bi recimo tako bilo, kakšen prav, ja, se imaš gor na vrh 2 luknje, ne? So 2 luknje. Sam mitraljez te čaka, ko so šli posadka ven, ti si bil takoj zadet. Mi smo mogli čez poden jeti, poden ima tisto lukno na strani od radista. Tam smo mogli odpreti, pa čez tisto si se mogel, če si bil zadet, si se rešval. Čez vrhov gor rešitve ni bilo, ker so te čekali mitraljezi. Ko ste bili zadeti, a ste nadaljevali ali ste šli ven? V Rikverc pa nazaj, da smo periskopi, so se v tiste sile, so se zdrobili in potem smo šli nazaj, da smo periskope zamenjali, potem je pešadija prišla, pa smo šli po Vinkovce in Vinkovce zasedli. In vi ste takrat pametno ravnali, ker če bi vi takrat, ko ste bil zadet, tank obračal, bi Bog pokazal... Smrt. Konc. Ti Boga v vojni pokazati ne smeš. Čim si pokazal, te tisti top, ki te čaka, čim se ti Bog pokazamo, je konc. Ker le kupola je bolj okrogla, se kugla rajško ne odbije. Tle med kolesje, amortizerji, pa vse to, tle, kar te zadane, se nič ne odbije. Tista eksplozija morate svojo pokazati. Tle ni rešitve. Tudi, če ni direktni zadetek, vam pa gosence sname, ne? Seveda pa to, ne? In čim se gosenco zadet, si je mrtev. Čim si je mrtev, te stopam že, si mu že meta, kar rečemo, si starča. Statična, ne? Je konc. Čim si ti obsol, si že vezan na smrt, ker te toliko in toliko topov čaka, pa spremlja. Koliko ste bil pa star, ko ste Vinkovec zasedali? Ja, kaj bi imel, 19, 20, ne vem, nekaj tazga, 20. Ja, vem. Leta nisem so pomenil. A imam jaz prav, če rečem, da ste pol v življenju najprej vozil bicikl, pol kakšen moped, pa je bil pa že tank na vrsti? Ne, bicikla ni tako, še ni bilo. No, kaj pa? Se pravi, tank je prvi Prvi so bili angleške mašine, Jamesi, Fordi, Studebakerji, to so bili angleški avtomobili, ki smo ga gor vozili, kole mal, da smo malč, pa da smo tiste izpite naredili, no pa je bil pa ta. Kar preskoka, ne? A ima tank svojo? Franc, glede na to, da ste tudi poučeval kasneje v civilnem življenju, da ste bil tudi inštruktor, izpraševalc, izpit na komisiji. 33 let. A ima tank svojo kategorijo v prometnem dovoljenju? Ja, to je pa vojaška zadevšna, jaz to pa ne bi znal povedati. Ker takrat, ko so v spredje policija, ona promet ureja in se moraš tem podrejati. Izpit te kategorije. Še malo se moramo na fronto vrniti in sicer mene je vedno znova
ko sem se z vami pogovarjal, pa prebral to, kar ste tudi že zapisal, to vašo bogato vojaško pot, me vedno znova presune, kako si bil res iznajdljiv. Ne? Ti si na Sremsko fronto prišel kot izkušen vojak, izkušen tankist, izobražen tankist, tukaj pri nas so pa to malo po svoje delali. A nam opišeš to anekdoto s številkami 100, 200, 300, 400, 500? Prišli smo v Jugoslavijo na Sremsko fronto in določen dan je bil, jutri gremo bila je linija, pred linijo so bile zaminiran teren, povedali so nam točno, ki je razminirano in zvečer smo šli vsi komandirji pa šoferji, da smo si pogledali in orientirje določili, ker je bilo samo za en vod za proboj fronte. En vod, potem za vodom tretji, potem čete, bataljona in potem se je razširila fronta. No, tisti dan je potem prišel, prvo linijo je šla prva četa prvega bataljona. Nemci kot Nemci so nas pričakali so prvo četo prvega bataljona. Ko so naši prišli do tja, Nemci so dvignili roke, se predajo. To smo pa videli, jaz nisem zraven, jaz sem bil drugi četi, drug dan. Ne? Ko so te fantje odpeljali naprej, Nemci za njim, mitraljeze so nam stovkali vse desante dol. Desanti so bili pa ljudje gor. 5 desantov je na vsakem tanku bilo po ruski formaciji. Desantu je pa naloga paziti levo, desno proti takratnem Panzerfaustam. Se pravi proti tankovskim topolom. Proti tankovskim, tisto, kar so imeli takrat Nemci. No, in naši so šli naprej, Nemci za nam in so nam izstrelili vse desante stovkali dol. Naši so se, kako so se med sabo, po ropotu, po tolčenju smo bili zmenjeni, ker če ti tole odpove, Ladengafon, če ti odpove, smo imeli po tolčenju, kaj hočeš povedati. Cela linija naša se je obrnila, grejo spet na ta prvo nemško linijo, Nemci ta drugič roke gor. Bedaki, pa so pametni bili, bedaki, so bili Nemci. Prvič so nas nategnili, so mislili, da bojo tudi drugič. Komandant je dal komando z mitraljezom ven, celo linijo potolkali. Tisti nemški vojaki bi vsi lahko živi ostali, še takrat so se prvič podali, ne bi šli v ujetništvo, ampak komanda je bila taka. No, naši so šli fantje naprej, brez pešadije, pa brez desantov. Nemški lovci s tem Panzerfaustom so nam tanke požigali kot za šalo. Se pravi, prvi dan so goreli tanki kot bakle. Prvi dan je bil, ni omembe vredno. Ko se mi to doživljamo, drug dan je pa druga četa, prvega sem bil pa je zraven. Pa se rekel, Madonna Francel, jutri pa ti na vrsto, jutri bo pa takole, ker je bilo včeraj takole. Meni pa tole na misel pride, tale nemška šola, sem pa rekel komandantu, Ljubo Žarič je bil, tisti stari Jugoslovanci, ki sem vam prej pripovedoval, sem rekel, Ljubče, sem rekel, imam tlele eno pripombo ali pa en primer ali pa nekaj tanzga, ne. Pa sem pa rekel, takole je, da bom krajši, sem rekel, 100 pomeni naprej, 200 desno, 300 levo, 400 brez municije in 500 ob kolen in tako naprej. On mi je rekel, pa ti si v punom prav, seveda sem prav. Ali so bili Nemci toliko prebrisani, da so nas po radijski postaji ujeli, ali je bilo med nami izdajstvo, to ne vem. V glavnem, komanda je padla, prvi vod, oral to, oral on in tako naprej, ko vsak tank ima svoje ime. Ne? Čim je bila komanda naša, tako je bila komanda nasprotna.
To smo pa videli, tle nekaj ni. No, drugi dan sem pa jaz to pa Žariču povedal In vi ste šifreral komando, ne? in jaz sem pa smo skupaj prišli, smo se zmenili, drugi dan je, kaj pomeni 100, 200, 300 sovražnik, to vedel ni, a ne? S pešadijo in z desanti, ker brez tega si ti nula, uspeh brez žrtv. Dragi moji. Vi ste v bistvu, mislim ti, Tako. zelo slabo nam gre tikanje. Ja. Franc, ti si rešil ogromno človeških življenj, ogromno kovine tudi, ne? Tako. Zato, ker niso morali nasprotniki zrcaliti vaših Niso bili, potez. tako. Ampak Ja. pogoji so bili desanti, pa pešadija, ker brez desantov tank nima posebej dole, so drevje, ki je koruza, v tistem žito, tam je bilo teh pancerfaustov, teh tankovskih Kolikor češ. lovcev, kolikor češ. Pa dobro so bili skriti, ne? Zato so pa naši tanki gonili. Sam to danes zgodovina polovico pove. No, ampak na koncu je najmočnejše orožje. Ne? Ja. Ne, zanimivo. Prvi dan so šli naprej, polke so med žrtve, med desanti in so postali lahka tarča, ne? Ja, seveda, vede. Naš Franc pa ni hotel biti niti lahka tarča in svoj tank je hotel ohraniti, ne? Vedel sem, da sem tudi, da me te jutri čakaj, ampak komandant Ljubo Žarič je bil pač pameten in je tako bilo. Franc, kako se spomniš konca vojne? Kot se je bil, pa polk smo bili Trst, pa to naprej iz Trsta v Gorico, iz Trsta v Gorico, z Gorice Do Udin. Ne, Udin, na to stran, tle, ki je zdaj meja, no. Tako so Angleži zahtevali in tako smo se mi... A na občinah ste se ustavili? Ja. Madonna, ti skrejko, ko se... Proti Iz Gorice ven smo se umikali, ker je bila še vsa ruska komanda in bila je noč, komandant nam, zadnja ruska komanda je bila. Mi smo se utaborili, prištimali v hribčku, topove dol, ko bojo oni po cesti, to je bilo bedasto, to je bilo bedasto, ker mi v primerjavi z uno armado je bilo 1,1000. Škoda bilo govoriti, da bi se mi takratni angleški sili uprli samomor. No, ampak ruski komandant je to rekel, dobesedno, подготовить пушку прямо на водке бронебойна 800 готовс, kar pomeni pripraviti topove na direkten strel, specialna granata pripravljeno. Mi to noč je minila, po tisti poti se nam počasi tista angleška armada približuje, pa mi vprašamo komandanta, a što te, kaj pa zdaj? On je pa rekel, podjagnis na levo krug in smo se umaknili in je meja tako, kot je. Se pravi, malo je manjkalo, pa bi bila Slovenija malo večja. To je živo doživetje. Takrat, ko je bila, se pravi, ko so bili Slovenci že v Trstu, ko ste bili vi z armado že praktično v Trstu, ko ste se mogli umakati Angležom, a je bil to najtežji trenutek? No, da meni moram to reči, samo s tem rečem, da je to bila ta velika angleška svinarija. To besedo uporabljam mesto. Ja. Mi smo bili osvoboditelji, tam so bili sovražniki, zavezniki so pa našo zemljo, poražencem sovražnika, da nam so jo povzemali. In tako je tudi zdaj s tole mejo, Hrvaško, toliko let smo plačevali, te mednarodne sodnike, toliko milijonov je šlo, Hrvat je rekel, ne priznamo in ne prizna pa konc. To sem pa rekel, zgodovina laže, bo lagala in bo lagala. Se vam to je, kaj smo zdaj mi tlele, pa oprostite, fantje, da to premlevamo, ker to bilo in žalost zdaj tako bilo. To je žalostno, ampak tako je bilo. No, ampak
Prav je, da se usedemo, pa se pogovorimo s človekom, ki je vse to doživel. Ne? Ja, no. No, ampak tudi časi po vojni za vas niso bili lahki. Ne? Kljub vsemu, kar ste naredili, kar ste zdaj povedali, je sledilo eno obdobje, ki je bilo za vas zelo težko. Po me je pa udba matrala še in še. Pa nisem jaz mira, pred udbo nisem mira. Jaz sem sem bil aktivno iz vojske, pa sem šel nazaj, pa sem bil tolmač in tako naprej, pa sem tudi nekaj bil pri popisovanju nemške, no, povedem primer, sem se dela spomnil, pri popisovanju teh nemških vojakov in tako naprej. Svedeti, tisti, ki so zraven bili, so vsi bili NKVD-jevci. In ko sem jaz to povedal, so mi rekli, ti si NKVD-jevc. In tale Kosovc, ki me je hodil zaslišati, Butara Miha, ste gotovo slišali ta ime, to je bil Kosovc, pa je bil general, on me je vedno pozdravil, no, prasica NKVD-jevsko. On me je tako pozdravljal, ne po imenu, pa po priimku. Ampak jaz sem to oprostil, ti smo to službo, on je bil Kosovc in tako naprej. Ampak te ljudje so vedeli, za koga ste se vi borili, pa kaj ste dosegli? Ja, takrat je bila taka politika. Takrat so bile vse sile proti takratnemu sovražniku. To je bila takrat ena politika, vse proti nacizmu. Ja. Kaj se bo pa potem spletlo v glavah drugih, je pa to druga zadeva. No, to sem jaz hotel vas vprašati, ne? Ko tudi neka konotacija besede tovariš se zdi zdaj, da je vse narobe, ampak vi ste imeli tovariše kot vojak. Ne? Problem pa pride takrat, kadar se v vojsko začne mešati politika. Ne? Ja. Beseda tovariš v vojni, to je res. Ja. Ne vem, kako naj se zdi. To je sveta beseda tovariš. Če mi bil ranjen, ti si mu mogel pomagati, pa to ti eden drugemu in tako naprej. To so bile ne žlahne, ampak svete besede so to bile. Ne to, kaj danes rečemo tovariš. Ja. A se lahko še za trenutek v tank vrnemo? Ajde, dajmo. Ja, pojmo, Franc, kaj ste najbolj užival? Kaj je vozniški manever, vozniški manever v tanku, ki da največ veselja? A to, ko gas pritisneš, pa greš v klanc, ali ko greš čez vejevje, ali kaj je vozniški manever v tanku, ki ste najbolj užival, ko ste se pelali? Hudo je takrat, ko pred sabo gledaš mrtve, pa se nam moraš ogniti. To je hudo. Se pravi, ker ne moreš... Moraš iti čez. Ja, moraš iti čez. To so najtežje trenutke. To je za tankista najhujše, pa druge rešitve ni. Kako se pa soočaš s tem, potem, ko je enkrat vsega konc? Ja. Mislim, govorijo, da vojaki so pogosto soočeni s posttraumatskim sindromom, torej stvari pridejo za tabo tako ali pa drugače. A ste se vi kdaj morali s tem? Ne, to pa nisem nikoli težav imel. Ne. Okay. Ne vem, kako to ne. Ni. Teh težav nisem imel, pa še tudi nimam. Spremljam pa to vojno, ki se deje vsak dan, jaz ob 7 moram biti doma, da poslušam ta poročila in potem 3 poročila pred polnočjo, pa šele zaspim. Jaz ćem biti na tekočem glede te Ukrajine. Ne. Sem se toliko let za njih aktivno boril v tih njihovih enotah in takole. Zdaj je pa tako, kakor je. Vam ni vseeno, ne? Ne, ni mi vseeno. Ja. Tisti bogi narod, takrat, ko je to bil, tista revšna, govori za podeželje, ne za mesta. Ja. Tisti bogi, revni narod. Vse sem povedal, v Piknah, v nemških čeladah so kuhali, pa tako naprej, pa niso poznali vžigalc, špičke, ogledali, zrkalo, karandaš, svinčnik in tega niso oni poznali, ni bilo. Najhujše je bilo, žlic ni bilo, ni bilo. Vesel si bil, če si ti do žlice prišel. Ložka je v ruščini. Ne? Ja.
Mi smo imeli tiste lesene, na pol zajemalke smo to imeli. Vi ste videli ljudi, ki so se prvič videli v ogledalu, ne? Ja, tako. Vidiš, bogi tisti ljudje in zdaj to trpijo in jih bojo Bog zna, koliko caj bojo to še ravnali, to Bogo Ukrajino. Franc, vi ste na svetu že skoraj 100 let. Ja. Zakaj mislite, da se ljudje iz takih, bom rekel, vojnih vihr pa takih težkih trenutkov ne naučimo dosti, da se to še vedno dogaja pol praktično iste stvari? Kaj bi vi rekel? Kakšna modrost življenjska bi mogla biti, da bi lahko to enkrat presekali? Das weiß der Herrgott alleine. To ve samo Gospod Bog. To je v nemščini. Ja. Samo on to ve. Kdor je verujoč, bo to verjel, kdor ni verujoč, bo pa drugače rekel. No, ampak en nasvet nam pa sigurno lahko date. Vi ste pri svojih letih v odlični kondiciji, tako kot tale stroj za nami, ali pa še boljši. Še boljši, Jure. Koliko smučarskih dni ste letos naredili na Krvavcu? Okoli 40. Ja. Drugače je bilo pa 60, pa več, se ve, ne? Pa še s kolesom, koliko 100 na dan? Na teden 100 km na teden. Na teden, ja. Imam 2 specialke lepo, ja, imam tiste toske. Ja. Kje se nare z biciklom pelete? Oziroma, kje se nare pelete? Mi se iz Kamenka vse gor proti Cerkljam, pa gor izven mesta, izven avtocest. Ja. Ker na cesti si drugmo v napotje in pa v nevarnosti so. Ne? Franc, moj poklon. To si jaz upam reči, da tle si upam reči, da skoraj zihar tvojih let ne bom dočakal. Nočne, da se weiß der Herrgott. Evo, spet. Pa še nekaj moramo vprašati. Franc, kje je lepši razgled? Iz Matterhorna ali iz Triglava? Ja, čakaj, Matterhorn je še nekaj drugega, kot je pa to, ne? Ja. No, ampak povejte v zadnje to, da je više, tam vidiš del Francije, Švico, pa to naprej, ne? No, tle Striglav, zdaj sem bil velikrat gor, ampak tle pa je malo manjši krog, tam je toliko višji, pa posebno, če naletiš na lepo vreme, ne? Ja, Jure hoče povedati, oziroma malo želi, da vi poveste, da imate vse te evropske vršace v žepu, ne? Ja, ne vse, nekaj imam pa kar nekaj, ja. Stal si na Mont Blancu, na Matterhorn, Jungfrau, potem Großglocknerjev, Gran Paradiso, pa kaj je sin, koliko je po tega vse bilo. Ja, ko je bilo. Jaz bi pa zdaj imel eno avtomobilsko, ne, pri svojih 99-ih pa drobiš, da ne rečem, praktično 100 letih ste verjetno zagrabo tudi kakšen avtomobilski volan. Kaj ste pa kaj vozil takole skozi življenje? Prej ste nam v avto povedal, da ste šli svoj prvi avto kupiti v Nemčijo. Točno tako, ja. Takrat sem imel en motor 125, pa je bila pa družina, pa sem se pa nekako zaželil en avto, takrat so bili ti fičkoti pa to, denarja ni bilo, avtomobilov tudi ni bilo in smo se z družino pa ženo zmenili in sem šel v Nemčijo preko enega poznanstva, ko sem avto zaslužil, Fiat Nekar, in pa sem prišel pa domov in v takrat imam skozi avtomobile. No, kateri konkretno pa so ti avtomobili bili? Malo me Ferbec matra. Prvi je bil Fiat, Renault Catara na 3 brzine. Prva je bila Catara na 3 brzine. Ampak to za zagorski svet ni bilo. Pa sem najdel eno žensko, ki francoščino vlada in sem je rekel in smo pisali na Renault in sem dobil odgovor nazaj, da sem edini, ki sprašujem za večstopenjski menjalnik. No, danes je pa 6-7 stopenjski. Takrat je bil pa 3 stopenjski. Aha, pol je bila Catra, kaj je bilo pa za Catro? Za Catro, pa sem bil pa Golfa sem imel, pa za Golfom sem imel dizelna, pa sem imel Škodo, 1000 MB, za 1000 MB, pa sem pa pol, da imam C3, no. Da imam pa C3. Se pravi, 101 pa fičko to niste pa vozil? Ne, fičko to ni.
razen avtošolo, pa to, to je bilo, ja. Ne. V Fičku pa nisem lesni. Pa dan si še aktivni voznik, ne? Sem še lepo podaljšal. Ja, sem vine. Vse sem vam povedal, da sem šel gor na poligoni. Jaz sem hotel na poligoni zato, ker gor, ko tam prideš, si res lahko rečeš, si sposoben ali nisi sposoben. Ne? No, vi ste šel v AMZS center varne vožnje na Vransko. Na Vransko, ja. In tam ste tudi precej z odliko naredili vse tiste vaje, ne? Ja, tam je 58 ocenitev, to so 3 listi, vsaka vaja je 58 vaj je. In od teh 58 vaj sem dobil 3 trojke, 10 štirk in pa 12 petic. In na to so mi podaljšali do 100. leta. Pika, da nimamo kaj popravljati. Ko je? Kako dobro. To je res, Ja, Franc, iskreno, to je res, prisežem. Franc, jaz vam, mislim, ti res iskreno čestitam, pa tudi, smem povedati eno dejstvo. Sicer malo me je sram za mene, ampak to je resnica, tako kot Franc pravi. Franc je stal na carving smučah, jaz nikoli ni. Oziroma Franc smuča na carving smučah, jaz še nisem carving vozil. Ja, no, ne morem. Ja, eden je bil zagrizen, jaz sem bil smučar, odkar smo pa prišli iz Italije gor in pa sem tle začel smučarijo in še vedno smučarijo pregajnam. Ampak tudi po vseh teh ruskih zimah, mrzlih, zasneženih, vam nikoli ni bilo problem, oziroma ti nikoli ni bilo problem iti smučati. Nisi zasovražil zime. Dobro vprašanje. Če bi me zdaj vprašal, če imam svoje zobe, jih nimam. Zakaj ne? Meni jih je krvavc vzel zobe. Krvavc. Zanimivo, zakaj? Toliko let nazaj so bile tiste mrzle zime. In jaz sem tako še ni bilo čelad. In jaz pa to sem mislil, da sem nekaj več. Sem se toliko prehladil, da sem zobe izgubil. Zato pa rečem, meni je krvavc zobe vzel. Se pravi, tukaj ste prehladil lesni? Tukaj sem prehladil, ja, tako je, no spodne so moje, zgornje imam pa... A ni tako, da krvavc daje nek popust za starejše ljudi? Nad 65. Nad 65 do 100, a ne? To pa ne vem, dokot. No, ampak vi plačujete, če jaz prav razumem, 1% karte. To, kolikor mi manjka, ja. Ja. The best. Jaz se moram še malo nazaj vrniti, ker me ta tehnika zanima. Kako pa je z oskrbo goriva? Eno tako bojno delovanje tanka zahteva enormno količino nafte. Ne? Imam knjigo s seboj, ki imaš še vse noter, koliko porabi na kilometer, na uro, vse to, hitrost ima vse. To, zdaj bi me imel točno vprašati, na Štandgasu, na 700 obratih ali pa na tem terenu, na to je pa... Ja, to razumem, če bi to hotel, jaz pa knjigo s seboj lahko dokažem vse v knjigi. Ne, ampak mene je bolj zanimala ta logistika. Kako ste pa tankali? Tu so se za vami cisterne vozili? Ja, v navajah je bilo tako kot ta, da smo imeli še tale 2 baka, te 2 rezervi, a ne, v bitki greš pa brez teh. V bitki greš pa te podo preklopaš, iz praznih in dol naš, pa greš pa v bitko, ne. Ja. A vas vojaška tehnika še danes zanima? Spremljate, kaj se dogaja, kako tanki napredujejo? Ja, vidiš, jaz sem še vedno, če danes ti tank pogledaš, ni noben več, da ni več oklep, da je oblečen. Reaktivni oklep. Tako reaktivni, ker danes tank v bitko, prej so bili pancerfausti, danes, če bi tole bilo, če ne bi tega oklepa bilo, prva granata gre skozi. Zdaj imamo pa vsi tanki so oblečeni, da pride do tja, da je eksplozija, predno pride do korpusa. Ja, to je tisto. Danes je nekaj drugega, kot je bilo pa takrat. Vsi s tem ploščam obloženi, Marija, danes je to, ja, da je to. Kje ima pa te 34 mrtvi kot?
Ja, to so pa različni. Glede na opremo. Pri pretopu, za pretop, ko prideš pod 20 metrov, ko prideš, te več nam more to postreliti. Ne? In že pod 20 moraš se približati, da je to pa mitralje, ker mitraljez je stopam red, sta vezana. In pod 20 metrov nisi se tega mitraljeza, pa to pa ne bojiš več. No, pri straneh, podzad je eno, pri straneh pa ne vem, par metrov, na pamet ne znam več povedati. Ti smrt okot, kot ti do njega prideš, posada, vse vidite, kakšne reže mašča, ne? Tank, posada je slepa. Posada je slepa. Kaj pa, a to ste, naprimer, ti pa posadka ste mogli vse sami narediti, se pravi naložiti municijo, vse te stvari? Ja, vse. Kaj pa najtežje delo? Prej si omenil, da hvala Bogu nisi rabo nikoli gosence meniti. Ja. A to je garanje, ne? Ja, kako se učili smo vse, da pride s tistem napravam, pa s tistem, da natežnejo, pa to, da prvo moraš lenivco šraufati, spustiti na najnižjo, pa gor, pa od skozi, pa ta naprava lenivc to predno kolo zatega, pa znotri se zafiksira in tako naprej. Tega nismo delali, k sreči ni bilo treba. Jaz sploh ne vem, gledam zdaj nazaj, sploh ne vem, kje bi začel. Najprej moraš to člen naraziti, ne? Za zamenjati gosenco, ne? Ja, se gosenca ne bo, ja, seveda palc moraš ven potegniti. Ja. Palci tole. Palci so tle noter. Ja, lahko kjerkoli, ali nek začetni člen. Vse imaš tam v zadnji tistle, čim palc ven leze, ker dokaj prideš in ta ti ga palc spet not porine. Zdaj gre Jure zamenjati gosenco. Ja. To so palci, ja. Mejka nižje noter, ne, če še nazaj. Jure, ti dam ključ 15. Ti črn flek, ne, tle gor črn flek. Ne, višji gor je, črn flek. Dej, Jure, no, črn flek, Se ti kaže, lepo ti kaže, Jure. Tamle, no, to je tisto, kar nam palce not porine, če palc ven zleze. To je tisti del. Ok. No, tako, in ga palc not porine. Ja, si kraj malo ven. Avtomatizem. Ja, zvene, a veš, to klet nekaj pa, imam pa še v spominu. Tudi tle v Pivki ste bil stacioniran, ne? 52. predno smo šli na mejo. Aha, no to zgodbo še morate povedati. Kaj je bilo takrat? Baje so vas poslali nekam brez municije, ne? Točno tako. Povejte, kaj je bilo? Ja, to so smrtni grehi. To je smrten greh po verski. A pol ne bomo... Lahko povedati, kaj ne povedati? Tle sem bil na orožnih vajah 2 meseca. Komanda je prišla, pripraviti se, no, pa smo se poštimali, ruski tanki so bili nižji, tle so bili Shermani, malo više gor so bili pa Stuarti. No, pa komanda bila, vse malo skrajšal, to je predolgo. No, ko smo bili že pripravljeni, začer je bila komanda odhod, gremo, pa jaz komandanta vprašam, vaš komandant, kdaj bomo pa granate, sem mislil na specialne, ker one so v podnu. V podnu so tiste škatle in tam so pešadijske granate. Ti specialne so pa v kupoli, po koncu stojejo. Če kakšen noter muka pokazal. Ta velike. Ja, tiste specialne, ki prebijajo v hleb. Tako. In ta komandant je rekel, ima ko da misli za tebe. To sem vam danes že povedal enkrat. Ko sem jaz to slišal, jaz sem potem vedel, koliko je ura. Grem proti Italijanom brez specialnih granat. V jugoslovanski vojski 52 leta sem jaz šel proti Italijanom brez specialnih granat. K sreči, da ni do nič prišlo. Kako bi takrat bilo, če bi do česa prišlo? Tako je bilo, prijatelj pa tovariš. Čudni časi. Ja. Ima ko da misli za tebe. Brez specialnih granat sem jaz čuval.
To je bil tisti kraj miren, vasica miren, pa je pa polje, meja na Unstran je pa Gorica, tam pa moj rojsten kraj. Franc, kako pa danes preživljate dni? Kako je sestavljen vaš dan? V redu. Jaz zjutraj lepo vstanem, vštimam, obrijem, pojem, največkrat imam pa prijatelje, pa eno prijateljstvo, ki smo bili rada smuča, rada kolesari in tako naprej. Tako da, ne le nadam, ali kolo, ali pohod, ali je to, ali ono. Ja. To. Super, sliši se, kad... A vam je kdaj dolg čas? Oziroma ti kdaj dolg čas? Ja, kako ne rečem, gotovo, dokler je bila družina, smo bili skupaj, družna pogovor, pa to, pa sam. Ja. Če bi želel dati en življenjski nasvet nekomu, ki si življenje šele ustvarja, ali pa pravzaprav komorkoli, kakšen nasvet bi to bil? Ali pa neko modrost? Je to trudno skazati, to je težko povedati. Ko si ti mlajši človek in se formiraš in se oblikuješ in se pripravljaš na življenje, Ja. se mi zdi, da je mrzdo gre skozi življenje ali pa zakoraka v življenje brez enih trdnih vodil ali pa nasvetov, ki ti lahko pomagajo takrat, ko je zares težko. Ja. Kaj bi sporočil osebi, ki naleti na težke čase, kako prebroditi čase, ko je težko iti naprej ali pa se tudi sploh obrniti? Zdaj pa želim, ko povem takole, ko je oče, pa ko smo zapustili Italijo, zaradi tega, ker je bil pač tako, kar je bil, in smo prišli v Slovenijo brez vsega. A veste, kaj je to kot begunc? Brez vsega. Sreči je oče dobil v tovarni ustni službo, moja sestra tudi, in dobila pri njemu ta mlajša sestra, starejša bila drugot. No, in potem z delom, jaz sem bil tako šolar, telovadec, skavt in tako naprej. No, in potem z delom, pa s pridnostjo staršev, bom tako le povedal, kje je oče dobil sadike, kad smo mi v Kamen prišli, paradajza, papriko, malancane in te stvari, tega takrat ni bilo. Ni bilo. Kje so moji starši te sadike dobili, ne vem. In mi smo začeli to saditi, to je šlo za med, takratni kamenški gospodi, za med je šlo. In tako smo mi počas lezeli, danes imam pa vsega dosti in preveč. Pa tudi let preveč. Ja. Hočete reči, da se je treba tudi znajti kdaj, ne? Ja, tako je, življenje je bilo tako, ne. Vidiš, moja starejša sestra je šla pa, njena pot je bila kuharica, no, pa je, to sem tem že povedal, Emilio Gracioli, ta šef komisar, ki je prišel v Ljubljano, mu je bila hrana všeč, njegovi ženi, ki je hodila z Rima v Ljubljano, všeč, in so sestro pripravili, da so jo vzeli k sebi v Rim. Takrat je bil papež Pij XII, posebno veza s papežem, pa tam italijanska Smetana, šef, žena, 2 ali 3-krat, ne imela 3 krone, 3-kratna grofica. Ne. Vidiš, in je prišlo do to, in je šla moja sestra, od Graciolija tudi do papeža prišla, da je kuhala. No, ja, Sestra je kuhala papežu Piju. Piju XII. Noro. Od tega, da nimaš nič, ne? Ja. Se pravi, ta življenjska iznajdljivost, ki jo mora vsak imeti, Ja. hoče dočakati. Moraš imeti malo sreče. No. Mene, kar te zgodbe so me čist prevzele, moram reči. Zato pa neče Rus, žizen očim čežola je droga. Življenje je kukar natrnjava pot nekaj tazga. Mislimo, da smo že slišali noro zgodbo, pa slišali še o sestri zgodbo, pa lahko začnemo kar nov podcast. Ja, tako je bilo? Ja, super. V bistvu mi vedno postavimo zadnje atmosfersko vprašanje, ne? Ampak v bistvu vam ga
ne morem vam ga zastaviti, ker ste ga že povedali. Mi vedno rečemo, kje je bil vaš prvi avto. Ja, prvi avto je bil Fiat nekaj v Nemčiji. Tako. Zdaj nas pa čaka še ena stvar in sicer bomo zdaj probali tega orjaka za nami zagnati. Oživeti. Zalapati. Ja. Tako da, ne vem, a kar končamo tle, pa nadaljujemo. Še eno, ko smo pozabili. Tukaj sem te čakal. Franc, kako se je po rusku reklo T-34, tako to pravo rusko špraho, pa a je tvoj T-34 imel kakšen vzdevk? T-34, to je bilo edino. T-34, to je bilo vse kaj. Drugega ni bilo. Vzdevka pa ni imel? Ne, saj takrat sem jaz bil, ne. Tle se audio podcast neha in topo na svet šaltite folk na YouTube, ker bomo zdaj zagnali T-34. T-34 pa tovariš Franc, gre noter. Hvala še enkrat. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala, Franc. Malenkost. Pa rekel bom, tu si dovolim reči, zato ker imate to za sabo še na mnogo leta. Ja, absolutno. Большое вам спасибо. Велика хвала. Хорошо. Hvala. Хорошо. Zdaj, kje smo mi takrat poden ven flikne? Nija poter. Edino komandir ima tle mečkeno več, vsa ostala posadka je po tanku slepa. Kje pomagam se? Jaz sem veliko vozil, poznaj sem bil komandiran, jaz sem pa veliko vozil. Zdaj vse najdemo. Zdaj pa stopite klele kar na dol na utrše. To je nalaži sam, prav. Eto to. Klele, pošlo. Oja, brezkaj. Veš ti, mašinca po kolikih letih se vidva. Mateleluja. Ja. Neprecenljivo, Ja. Kle je bil mitralezno. Mitralezno zgoril tle. Magazini, periskopi. Ja. Kako že pravite? Ljubica, ne? Ljubica, ja. Sej res, to je bila Ljubica takrat. Šaltunge so bile pa zmenam, to so bile nesinhroniziran menjalnik, temu se reče pjatiskhodostna karobka peremeni peredač, 5-stopenjska menjalnik, to je v ruščini. Snaga, puna, simplex, dežurni prijem, kanali. Vključi. Dam na ta prvi zob. Ja, aha, evo nas. Smo? Ja, si že slišmo. To je pumpa. Po tolke krete, da smo tole lepo skozi dali. Franc, zdaj vam bomo pa pomagali vam prijet, ne? Bom jaz zlezel, brez skrbi. Vse v redu. Tutto in ordino, alles gut. Ja. Daj pomagati. Po tolke kreteh, Madonna, veš, kako sem cel, da sem tole uživo to dosej. Takrat sem bil toliko star, da sem pa toliko. Matematika. Zdaj bi šel red pelat, ampak sem videl, Madonna, ki komando potegnil, pa ni parijel. Ja, ni vlafan. Vi ste že vlafan, stroj ni vlafan. Ali pa to, kaj jaz vem, ne?
Franc, a ste zadovoljni? Ne znam povedati besed, no res. No, ne. Za mene je to čudovito, res. Je meni mašina, Madonna. Ne, brez skrbi, ne se za mene bati. Ja, vidiš, tle nekaj je bil moj tank zadet s Panzerfausom, pri Vinkovcih je bil pa v spredje pa proti tankovskim otopom. Jaz je pa ti zamisel, kada pride do tega, da je polna goriva, polna municije, pa da si ti vzpod zadet, eksplozija, vse zaprto, kam ni ta sila gre? Ali kupola od tistih 5 članov ne ostane nič. Od 5 članov ne ostane nič, ti ta pritisk. Ko sem jaz vesel. Kaj? Jaz sem vesel, ko... Ja, jaz še bolj. Ni dol, veš. Jaz še bolj, ja. Leta, pa bitka, pa vse sorti to bilo. Ja, kaj duša.